V večnamenski dvorani Javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine so predstavili knjigo avtorice Marije Marinke Miklič z naslovom Odprta ograja. V knjigi je zbranih 20 kratkih zgodb, v katerih avtorica postavi pred nas ogledalo, da v njem vidimo ne samo tisto, kar si o sebi mislimo, temveč in predvsem tisto, kar v sebi skrivamo, kot je zapisal pisatelj in urednik Rudi Mlinar. Kratka zgodba je prišla k nam iz Zahoda. V bistvu je bolj priljubljena pri bralcih, ker zvečer lahko eno zgodbo prebere, potem pa odloži knjigo in naslednji dan drugo. In je bolj kot roman. V tej zbirki v bistvu so glavne protagonistke ženske. Vse se borijo in izvlečejo se iz nekih problemov. No, velikrat me vprašajo, če so zgodbe v knjigi avtobiografske. Niso, imajo pa avtobiografske temelje. Mikličeva se je pisanju bolj vestno začela posvečati razmeroma pozno. Pisateljske veščine pa je izpopolnjevala v šoli kreativnega pisanja in v več pisateljskih delavnicah. Približno 10 do 12 let nazaj, takrat je bila moja prva objava. Objavljena je bila zgodba Odprta ograja, po kateri sem potem tudi dala naslov knjigi, ker je simbolično, ker z njo se mi je začelo odpirati v pisateljevanje. Mikličeva je sicer rojena leta 1948 na Štritu, srednjo ekonomsko šolo je končala v Novem mestu. Delala je kot računovodkinja v več podjetjih, med drugim tudi v Novoteksu, na kmetijski šoli Grm, na koncu svoje službene poti pa tudi na osnovni šoli Šmihev. Je tudi zmagovalka proznega mnogoboja 2010 in prejemnica Oninega peresa 2010. Zmaga na proznem mnogoboju, za to zmago stojijo uveljavljeni pisatelji in kritičarki, kot sta Lucija Stepančič, Polona Glavan in direktor Beletrine Igor Brlek. Medtem ko nagrada Onino pero predstavlja zame berljivost. Navsezadnje je bila zgodba Tangice objavljena v 150 000 izvodih v Oni in kasneje sem zvedela, da je glasovalo za zgodbo več tisoč bralcev iz cele Slovenije in to mi je dalo toliko nove volje, da sem nadaljevala z pisanjem. Njeno serijo Preklicani spomini, v kateri obuja ženske like dolenjskega podeželja, so pred kratkim objavljali tudi v Dolenjskem listu. Imam v predalu, no zdaj ne pišemo, zdaj nimamo v predalih, zdaj imamo na ključkih. Na ključku imam pripravljeno serijo, v kateri oživljam like dolenjskega podeželja iz 60. let prejšnjega stoletja. Teh likov je še, mogoče bojo se še tudi pojavili ali pa bojo mogoče v knjigi. Glede na to, da je do zdaj Mikličeva pisala izključno kratke zgodbe, nas je zanimalo, ali je omika tudi pisanje romanesknega prvenca. Za roman je potrebno malo več discipline. Najprej bo verjetno prej še ena zbirka humoresk in satir ali spominske proze, roman je pa šele v nastajanju. Za glasbeni utrinek je poskrbel novomeški kantavtor Tilen Hrovatič.